Poroka in pol totalitarizma. Ali je sploh mogoče zaustaviti največje totalitarizme? Po drugi svetovni vojni smo pogosto poslušali v medijih in gledali na filmskih platnih, kako malo je bilo ob vzponu fašizma in nacizma v Italiji in Nemčiji upiranja tema dvema totalitarizmoma. Šele v 60. in 70. ko smo imeli tudi v Evropi že skoraj v vsakem gospodinjstvu tudi televizor, ne samo radio, smo lahko videli, da fašizem in nacizem za veliko večino italijanskih in nemških državljanov sploh nista bila slaba družbena ureditev. Res so bile nekatere manjše skupine povsem brez pravic, celo smrtno ogrožene, vendar je bilo vse v okviru veljavnih zakonov, družbenega kriminala pa je bilo manj kot v času pred fašizmom oziroma nacizmom. Torej se je večini Italijanov in Nemcev po prihodu Mussolinija in Hitlerja vsakdanje življenje bistveno izboljšalo. Pogosti množični bleščeči športni, kulturni in politični dogodki, kot tudi razkošne zabave v visoki družbi, ki so odmevali tudi na filmskih platnih, predvsem pa na novih nosilcih glasbe, na gramofonskih ploščah, so z visoko kvalitetnimi glasbeno-zabavnimi pesmimi in drugimi stvaritvami še najbolj posploševali pozitivna čustva do fašizma in nacizma. Tako sta bila za najširše ljudske množice oba totalitarizma, fašizem in nacizem, sinonima za tako imenovano boljše življenje. Vse, ki so jima nasprotovali, pa je ljudstvo obsojalo, pa tudi z užitkom prijavljalo policiji. Resnici na ljubo je potrebno priznati, da so bili med kršitelji reda in miru pogosto komunisti, čeprav jih ni bilo prav veliko. Ti pa se žal niso toliko borili proti totalitarizmu fašizma in nacizma, temveč proti njunemu gospodarskemu blagostanju, ki so mu rekli kapitalizem. Komunistov sploh nista motili fašistična in komunistična diktatura kot lažni pravni družbeni ureditvi. Kje neki? Komuniste je motilo sorazmerno dobro in tudi zabavno vsakdanje življenje množic v fašizmu in nacizmu. Kajti družbeni ideal komunistov, takrat v Stalinovi Sovjetski zvezi, je bila skoraj neznosna revščina za vse, partijski eliti podrejene državljane. Kapitalistična in nacistična Hitlerjeva država komunistov ni motila zaradi svojega totalitarizma, zaradi nacistične politike ali ideologije. Čemu neki? Politika mora biti totalitarna. S tem se je Stalin s Hitlerjem globoko strinjal. Celo občudovala sta se in to občudovanje okronala s paktom Hitler-Stalin, ki med slovenskimi komunisti motil eno samo članico tega levega fašizma, namreč Angelo Vode. Resnično, komuniste je pri fašizmu in nacizmu zmotil samo uspešni kapitalizem. Zato jih je motil, ker so zaradi uspešnega kapitalizma zahodne delavske množice zavračale socializem, še zrasti zaradi tega, ker je bila v komunistični Stalinovi Sovjetski zvezi ena sama revščina, hujša od najhujše revščine v nekaterih kapitalističnih državah. Vse to, kar se je dogajalo med kapitalističnim Zahodom in komunističnim Vzhodom, ni šlo neopazno mimo Slovencev. Prav obratno, pri nas se je pokazalo v najostrejši možni zaostreni obliki. Po letu 1945 je bilo v resnici konec slovenskega naroda v takšni obliki, ki bi še omogočala obstoj slovenske države, če bi morda nastala, kot se je zgodilo leta 1991. V 30 letih njenega obstoja se je pokazalo,
da država Slovenija nima več niti najmanjše volje do samostojnosti in suverenosti. S Sorosovimi organizacijami v vrhu oblasti se zavzema za komunistično ideologijo, zlasti z zahtevami po vse nižjem življenjskem standardu, ki ga samo lažne statistike še naprej kažejo kot vse višjega. Prav tako pa Slovenija prevzema večino tiste socialistične zahodne zakonodaje v levem delu vrha EU-ja, ki omogoča stalinističnim podobne genocidne zakone do nekoristnih družbenih skupin, do hudobolnih, starih, politično nevarnih, v resnici zelo blizu fašističnim in nacističnim, naprimer do Judov. In še nekaj prav osebnega. O tem, o slabo prikritih genocidnih zakonih v sedanji Sloveniji, sem pisala v svojem zadnjem članku Organizirani umori, seveda ni bil objavljen. Desni mediji so v bistvu samo dopolnilo levim, saj je vsa slovenska politika na kolenih pred vrhom EU-ja. Zato, le koga bi sploh lahko zanimal članek o genocidnih zakonih v Sloveniji? Saj smo jih že navajeni iz fašizma, nacizma in komunizma. Zanimivo. Zdaj je v središču pozornosti vseh slovenskih medijev razkošna poroka predsednika vlade, zame nemogočega politika, in njegove pametne in lepe neveste. Mar ni bilo nekaj podobnega tudi z diktatorjem Hitlerjem in njegovo lepo, nadarjeno, prav umetniško ustvarjalno fotografinjo, delavno in tudi emancipirano nevesto? Le kaj je videla na njem? Frančiška Butol.